Ob slovenskem kulturnem prazniku so učenci podružnične osnovne šole Ribno, člani kulturnega društva Rudija Jedretiča Ribno in Slovensko društvo Hospic Gorenjska pripravili dobrodelno, glasbeno, plesno in literarno obarvano prireditev, na kateri so zbirali denar za otroke, ki so izgubili starša. Predvsem za levjesrčne otroke, ki so v okviru tega društva, ki jim pomagajo prebrodati žalost oziroma pomagajo jim žalovati ob smrti bližnjih. Otroci podružnične osnovne šole Ribno so izdelali prisrčne bralne kazalke, katere so prejeli starši in tudi vsi ostali, ki so darovali v njihov šparovček in s tem podprli društvo Hospic, ki skrbi za žalujoče otroke. Ravno zato smo mi danes tukaj v Ribnem, ker otroci so tista pomembna naša skrb, ker do nedavnega so bili to prezrti žalovalci, kajti otrok je vedno skril, vedno skrije svojo žalost, noče prizadeti preostalega starša in tudi, ko ga vprašaš, kaj čuti ob smrti, nikoli ne bo rekel tako, kot je, ampak bo rajši rekel dobro. Na dogodku smo slišali kar nekaj resničnih, močno pretresljivih zgodb. Tako nam en otrok je povedal, da je mamico prosil, da ga je peljala gledati ognjemet, pri tem se je ponesrečila in umrla in on je pač čutil krivdo, da je sam kriv. Društvo otrokom nudi delavnice, kjer lahko govorijo, saj v svojem okolju nimajo sogovornika, ki bi jih razumel. Potem pa grejo lahko tudi na brezplačen tabor. Letos bomo imeli kar 2 taka tabora. V aprilskih oziroma prvomajskih počitnicah in v jesenskih počitnicah, kjer otroci srečajo take, kot so sami, ali da so starši umrli, se ponesrečili, tudi samomori in podobne stvari. In v krogu teh vrstnikov in prostovoljcev potem lahko nekako naredijo prve korake v žalovanje, zvedo, da je vse normalno, tudi če so jezni zaradi smrti, tudi če so kdaj malo agresivni zaradi te smrti, tudi če se kdaj smejejo. In tudi najvažnejše pa je morda to, da zvejo, da oni niso nič krivi. Program osnovne šole Ribno sta povezovali kar 2 voditeljici, Tija in Nina iz 5. razreda, ki pa sta nastopili tudi s pevskim zborom. Letos sva prvič to voditeljice in v pevskem zboru sva pa že od 1. razreda. Kaj je najtežje pri tem, da moraš voditi tak dogodek? Da moraš zraven publiko gledati, pa zraven učiti besedilo. A znata vse na pamet? Ne, zma pa morava. Na odru smo videli tudi člane kulturnega društva Rudija Jedretiča Ribno, in sicer člana dramske skupine, ki je povezoval njihov del, odraslo in otroško folklorno skupino in pa godce. Moram povedati, da so naši godci z glasbo in tudi pojejo se uvrstili celo na državno srečanje, na srečanju godcev pod prireditvijo Odmev na pev. Predsednica kulturnega društva pa vabi vse občane Bleda, da se udeležijo njihovih naslednjih dogodkov in se popestrijo prihajajoče dni. Letos pripravljamo v marcu tudi novo premiero, poleti pa tudi večer na vasi in pa gledališki dogodek v Bodeščak. Tako da je naša dejavnost kar pestra in mislim, da si vsakdo lahko kaj najde v tem.